AMZS Idealna linija je spremljala prvo zmago sezone Tima Gajserja na dirki državnega prvenstva na radizelski progi. Prva dirka sezone v kartingu za točke državnega prvenstva v Slovenji vasi je potekala pod budnim očesom AMZS Idealne linije. Objavljamo rezultate in izjave po uvodni dirki državnega prvenstva v cestno-hitrostnem motociklizmu. Na dirkališču v Vrtojbi smo imeli pod drobnogledom dirkače v minimotu, mini-GP-ju in na skuterjih, ki so drugič v sezoni vozili za točke državnega prvenstva. Za slovenskimi motokrosisti je prva polovica sezone. Tretjo dirko državnega prvenstva so organizirali člani Avtomoto društva Orehova vas. In radizelska kraljica, kot nekateri pravijo o legendarni progi, se ni izneverila izzivu. Užival sem, proga je bila zelo dobro pripravljena, sodeč po tem, kako pač vreme je bilo, ker je bilo res vroče in se je hitro sušila, da so vredi zalivali, tudi lepo jo narehlali, tako da je bil grip tisti pravi. Aktualni svetovni prvak razreda MXGP je vknjižil prvo zmago v državnem prvenstvu v sezoni, in sicer v razredu MX Open. Za njim pa sta se na progi v obeh vožnjah za drugo mesto pošteno tolkla Peter Irt in Jan Pancar. Približno pol tekme sem rabil, da sem ga prehitil in je bil super, dobra konkurenca mi je, tudi da je dober trening. Potem drugo vožnjo sem pa po 10 minut izgubil Kuplinga in sem vozil brez, tako da sem pa v bistvu bolj taktiziral, pa sem ga čakal do zadnjih 10 minut in sem pa pritisnil. Izkazali so se tudi mladi upi, ki so znali zelo dobro oceniti, kako se lotiti zahtevne proge in različnih pasti na njej. Najtežje je bilo tam gori, ko so bile zelo velike luknje, druge linije ni bilo in sem šel čipom noter, da ne bi fejs luknje. Najmlajši v razredu MX50 so se hrabro in brez strahu spopadli z vsemi zagatami na stezi. Najbolje z vsemi pa je opravil Leo Gajser. Med malce starejšimi v razredu MX65 se je s tretjo zmago sezone na vrh zmagovalnih stopničk povzpel Miha Vrh, ki je priznal, da ni bilo vse tako lahko, kot se morda zdi. Drugo vožnjo sem imel kar malo več težav, samo ko sem vseeno prišel na cilj prvi. V razredu MX85 je imel favorit Jaka Peklaj več dela, kot je pričakoval, a je v drugi vožnji vsem pokazal, da z njim, ko gre zares, ni šale. Tudi Gal Hauptmann v razredu MX125 je vknjižil motokrosistični hat-trick na prvih 3 dirkah državnega prvenstva. Danes je bila v bistvu malo bolj zmaga z borbo, ampak to mi je bilo bolj všeč, saj zadnje 2 sem od štarta do cilja vodil in ni bilo nobene prave borbe. Danes je bilo pa kar bolj zanimivo, sem mogel delati na progi in sem videl, koliko sem dejansko hiter in koliko sem fizično pripravljen. Jaka Završan je šele z zmagovito drugo vožnjo v razredu MX2 prehitel Denisa Jakšo. Med veterani pa sta vnovič najboljšo fizično pripravljenost na zahtevni progi v hudi pripeki demonstrirala Bogo Gajser v kategoriji najizkušenejših, v razredu veterani 40 pa na domači stezi nepremagljivi Sašo Kragl. Veseli smo, da v tej situaciji sploh tekmovalci lahko dirkamo. S skupičkom sem zelo zadovoljen. Motokrosisti imajo zdaj dobra 2 meseca premora, saj je naslednja preizkušnja za točke državnega prvenstva na koledarju šele v prvi polovici septembra. AMZS Center kartinga in motošporta v Slovenji vasi je gostil uvodno dirko sezone državnega prvenstva v kartingu. Sodobno urejeno dirkališče je bilo odlično pripravljeno, ter je 52 tekmovalcem v 8 kategorijah ponudilo vse možnosti, da se izkažejo na asfaltni stezi. V zelo lepem in za dirkanje na 4 kolesih nad vse primernem vremenu smo videli vrsto ogorčenih bojev za čim boljša mesta. V vsaki kategoriji so bile na sporedu po 3 vožnje, kar je novost v tej sezoni. Njihov seštevek pa je dal končnega zmagovalca dneva. Najmlajši so se udarili v razredu Mini 50, ki je štel za pokalne točke. V vseh 3 vožnjah pa je ciljno črto prva prečkala Neli Štrajhar.
Enako je bilo tudi v kategoriji Mikromax, v kateri Nik Ščulac tekmecem niti v eni vožnji ni pustil možnosti, da bi ga prehiteli in je prepričljivo zmagal. Več dela je imel v kategoriji Minimax Nik Trobec, a je na koncu vseeno prišel do končne zmage z 2 prvima mestoma in 1 drugim. Maj Sadar je v kategoriji Max Junior suvereno opravil s tekmeci, ki mu niso bili kos. Za drugo mesto sta se v tretji vožnji udarila Taj Kovačič in Dimitrij Mlakar, boljši pa je bil slednji. Katja Pivk v razredu Max Senior ni dovolila presenečenja. Unovčila je bogato dirkaško znanje ter izkušnje in se prepričljivo pripeljala do zmag v vseh 3 vožnjah. V kategoriji DD2 je suvereno nadaljeval, kjer je končal v prejšnji sezoni Sende Ruve. S 3 prepričljivimi vožnjami je gladko opravil s tekmeci, ki so mu lahko vse skozi samo gledali v hrbet. Podobno je bilo tudi v kategoriji KZ2, v kateri je bil za vse premočan Jan Skledar, ki zaradi bližine doma stezo pozna kot lasten žep. Merili so se tudi tekmovalci v razredu 125 shifter, a dirka je štela za pokalno tekmovanje. Najbolje se je odrezal Karim Greblo. Prva dirka sezone je pokazala dobro pripravljenost vseh, ki jih tudi manjše okvare niso vrgle iz tira. Naslednjič se bodo vozniki kartinga za točke državnega in pokalnega prvenstva merili konec julija na Vranskem. Po 2 letih zatišja so se vnovič za točke državnega prvenstva merili cestno-hitrostni motociklisti. Na Grobniku je v kategoriji Superbike zmagal Marko Bolko, ki je bil prepričljivo hitrejši od Matica Berzina in Nejca Dežmana. Veliko breme je nekako padlo iz mene sedaj po uspešni dirki. Še enkrat hvala za podporo in upam, da se vidimo v čim večjem številu na naši drugi dirki, ki bo v mesecu juliju. V razredu Supersport je bilo bistveno bolj tesno. Zmagal je Bor Klemenc, a le dobre 3 sekunde za njim je bil Žan Modic. Tretji je skozi cilj pripeljal Dejan Ločnikar. Bili so malo mešani občutki, po dirki smo bili zadovoljni, ampak med dirko smo imeli par težav z motorjem, ampak upam, da bomo to do naslednje dirke uspešno odpravili. Vesel sem za svoj dosežen čas in da tudi po dolgem času spet državno prvenstvo. Organizacija odlična, tako da sam tako naprej. V kategoriji Supersport 300 Gašper Hudovernik ni imel resne konkurence. Ne Gašper Čarman, ne Primož Vindišar mu nista bila kos. V glavnem, spravili smo skup motor zadnji večer, tako da smo se pridružili karavani, da smo odpeljali prvo dirko, sicer premalo konkurenčno, ampak upam, da naslednja dirka bo boljša. Dirkališče v Vrtojbi je bilo prizorišče druge dirke sezone za voznike minimota, mini-GP-ja in skuterjev. Organizator preizkušnje društvo Gas Vrtejba je pripravil tudi pokalno tekmovanje za voznike v supermotu. Upam, da ne bo večjih težav, upam, da bomo dobili največ pokalov v domačem društvu in se skupaj na koncu poveselili zmage naših dirkačev. V razredu mini-GP je tekmece suvereno obvladoval Enej Krševan. Mladi up domačega društva ima v tej sezoni visoko zastavljene cilje tudi na mednarodnih prizoriščih. Zato je zanj zmaga pred Enejem Logarjem in mlajšim bratom Tijanom zanesljivo zelo lepa popotnica za evropske nastope. Na skuterjih je Nejc Kogovšek skoval imeniten taktični načrt, s katerim je ugnal Klemna Švaro, sicer zmagovalca prve preizkušnje pred mesecem dni v Slovenji vasi. Prvih par krogov, da se naredi malo razdalje, kakšne pol sekunde na krog, pa lepo mirno do konca. Načrt se mu je posrečil in Kogovšek, ki je prevzel tudi vodstvo v skupnem seštevku točkovanja za državno prvenstvo, je bil po dirki zadovoljen. Odlično, veliko boljška iz Ptuja, tudi super, da je bila večja udeležitev, tako da gremo zdaj naprej na Vransko. Jan Poropat na prvi dirki sezone v kategoriji minimoto v Slovenji vasi ni bil kos Etienu Kantarju Božiču, ki je bil najboljši v prvi vožnji tudi v Vrtojbi. V drugi pa se je stvar obrnila v prid Poropata.
pač v prvi smo imeli težave malo s pritiski gum, za drugo smo to popravili, šlo boljše. Evropski prvak v minimotu iz leta 2017 je skozi cilj druge vožnje pripeljal 266 tisočink sekunde pred zagrizenim tekmecem iz Kopra, s katerim se bo najbrž do konca sezone boril za naslov državnega prvaka. V kvalifikacijah in prvi dirki sem malo pregrel gume in v drugi dirki niso več dobro držale. V kategoriji minimoto otroci 2 je bilo zelo zanimivo in napeto v obeh dirkah. Mladi upi so nepopustljivo drveli po progi in videli smo veliko prehitevanj. Če lahko prav po pravici povem, najlepše mi jih je bilo prehiteti, zato ker mi je bilo prej dosti težje, kot zdaj mi je nekako boljše ratalo in pričakujem, da bo zmeri boljše prehiteval. Tadej Mavrguštin je tako dobro naučil poznavanje domače steze. Na zmagovalnih stopničkah pa sta mu družbo delala klubska kolega Tajko Mel in Matija Kodarin. V kategoriji minimoto otroci 1 je bil v obeh vožnjah najboljši Tijan Krševan. V prvi je celo padel, a se bliskovito pobral ter ujel tekmece. Nato pa narekoval oster ritem, ki mu nihče ni bil kos. Drugo mesto na dirki si je privozil Tristan Rupeli, tretje pa Nik Podpečan-Vehovec. Za točke pokalnega tekmovanja so se potegovali dirkači Supermota in v kategoriji Scooter Open, v katerih sta se prvih mest razveselila Edi Rupeli in Patrik Šulac. Za dirkače zdaj sledi nekaj odmora. Naslednja dirka državnega prvenstva in pokalnega tekmovanja je namreč na sporedu 23. avgusta v AMZS centru varne vožnje na Vranskem.